Lepo pozdravljeni v tokratnem MS Reporterju. Danes se bomo pogovarjali z Ano Ovdo, katera slovi po svoji drugačnosti in inovativnosti. Pozdravljena, Ana Ovda. Na Facebooku smo opazili vaš profil, kateri je pritegnil naše zanimanje, predvsem zaradi drugačnosti in inovativnosti. Seveda nas zanima nastanek in ideja profila, še prej pa bi vas prosila, da vas spoznamo. Kdo stoji za profilom Jaz in multipla skleroza? Pozdravljeni, sem Ana. Sem diplomirana medicinska sestra, delam v UKC Maribor. Ob delu dodatno študiram še delam magisterij iz klinične preventivne prehrane. Zaradi moje diagnoze sem se tudi odločila za to, ker sem ugotovila, da je prehrana zelo pomembna pri naši bolezni, da lahko izboljšamo svoje stanje. Drugače sem zelo kreativna oseba, včasih sem tudi tetovirala, vendar zaradi svoje bolezni pač sem mogla to pustiti. Iskala sem, kako bi lahko zdaj s to svojo kreativo in pač, da bi rada vplivala na druge, kako bi zdaj jaz to lahko pokazala. Začela sem kuhati. Zdrave recepte, to, na kak način pač poskušam sama jesti. In sem rekla, pa jaz bom to delila z nekom. In se je tako začelo, da sem v bistvu na začetku začela samo objavljati recepte. Potem pa sem bila tako, pač glede na mojo zgodbo bi jaz lahko pomagala komu malo bolj, ne samo glede prehrane, ampak kako sem se jaz sama spopadala s tem. In sem se odločila, da posvetim mojo stran, na začetku je bila to samo na Instagramu, za multiplo sklerozo, o zaveščanju o tem, o mentalnem zdravju, kako je pomembno, da se gibamo, da pač ne samo počivaš, čeprav je tudi to pomembno, in pa o prehrani. Tako da potem sem se odločila, da še naredim na Facebooku stran, ker me je ena gospa zelo lepo spomnila, da nimajo vsi Instagrama, in sem še naredila Facebook stran. In to mi je zelo všeč, no, ker vsi se vključujejo, delijo svoje mnenje in vem, da sem se za to tako prav odločila, da naredim to stran. Bi mogoče malo bolj predstavili sebe, kako se je začela ta vaša bolezen, kako ste vi to sprejeli? V bistvu to se je vse skupaj začelo kar naenkrat. Eno noč sem spala, ležala na roki in sem bila taka, zaspala mi je roka. Se obrnem, spim dalje, zjutraj se zbudim, ne čutim palca. Grem v službo normalno dalje. Čez nekaj dni me začne boleti hrbet, sem mislila pač glede na svoje delo, naravo dela, da sem si nekaj pretegnila. Ignoriram dalje, ker sem mlada. Začne me kazalec desne roke prav tako mravljinčiti, nisem nič čutila na otip. Pač, da to ni okej, ne, grem osebni zdravnici, mi da napotnico za fizioterapevta. In to je bilo aprila, jaz sem bila komaj novembra naročena na fizioterapije. Čez nekaj dni nisem čutila več cele kože na roki, na otip. Pač, da je to še manj dobro, grem spet do osebne zdravnice, dobim napotnico za magnetno resonanco vratne hrbtenice. Opravim to preiskavo, to je bilo v ponedeljek. V petek imam spet kontrolo pri osebni zdravnici, grem od nje, stopim na pločnik, grem iz pločnika in naenkrat pač za trenutek noge nisem čutila. Sem padla, pač cele raztrgane hlače, krvava, roke. Potem sem se celo pot domov peljala, namesto da bi šla po pomoč. Ampak sem bila v takem šoku, da nisem se znala drugače odzvati. Domači so me peljali na urgenco, ker sem seveda čakala dolgo. Tam me pokličejo v to ambulanto, pač povem, kakšne stvari, okej, grem iz ambulante, spet nazaj v ambulanto, pogledajo izvide mojega magneta. Pač nekaj se vidi, v redu, kaj se vidi, ne vemo. Mi dajo napotnico za nevrologa pod nujno, grem domov.
tu se pa zdaj začelo tisto psihično pač trpljenje, no. Pogledam v Zvem za finto, pač če so slučajno tam noter kaj zavedli, kaj meni je, ker mi tam noben nič ni povedal, ne. In pogledam pač, da je vidna lezija, okej. Dalje pa svetujejo obravnavo za multiplo sklerozo. In meni je takrat vse dol padlo, pač dihati nisem mogla, kličem mamo, pač mame sumijo multiplo sklerozo. In potem se spomnim prav, kako je mami zastal dih in je mogla sebe pomiriti, da je lahko potem še mene pomirila. In to je pač ful grozen občutek. In potem so se začele vrste preiskav, pač ni da ni. Moja nevrologinja prejšnja je rekla, da bomo naredili še eksotične preiskave, ker več niso vedeli, kaj bi mi naredili sploh. Bila sem zelo depresivna, res. Imela sem načrt, kako bom izpeljala samomor. Čakala sem samo, da bo pravi dan. In potem smo šli na en koncert na morju, Klape Rišpet, če kdo pozna. Vsi pridejo s čolni, poslušaš, oni so na barkici in sem plavala in gledala zvezde. In sem bila tako, pač je verjetno živeti, saj pa ni vse samo bolezen, ne. Pač ja, ne vem še točno, kaj mi je, mogoče ni to. Ampak tudi če je to, nisem jaz multipla skleroza, pač to je del mene, jaz nisem moja bolezen. In tako sem potem jaz začela malo drugače razmišljati, dala sem še eno možnost in tako da sem se nekako na novo rodila takrat. Začela sem drugače razmišljati, poiskala sem si psihoterapije, prehrano sem spremenila, gibati sem se začela. In potem, kako je šlo moje mentalno zdravje gor, tako je tudi šlo moje fizično zdravje gor. In sem iz tega, da nisem mogla v tem času roke uporabljati sploh normalno, domači so mi modrček zapeljali, iz kozarca nisem mogla piti, pač noga me je zabavala tako, da sem pač komaj hodila. In sem potem tako daleč prišla s tem, da sem sama imela željo po tem, da sem boljše in da se jaz v redu počutim, da sem nekako to izpeljala. In iz tega sem potem tudi se odločila, da bi rada povedala mojo zgodbo tudi vsem ostalim, da bo mogoče komu to navdih, da pač gre skozi ta grozen trenutek, pač, ker je grozno in noben ne more razumeti tega, ne, ki ne gre skozi to, ampak pač si želim, da če vsaj enemu pomagam, je to dovolj za mene. Najlepša vam hvala.